Lep pozdrav tebi, vsem gledalcem. Živjo, kako si, povej? Ja, moram ti reči, da kar boljši, dosti boljši, ko ni več, takih ukrepov, ki nas vežejo na dom, da smo malo bolj svobodni in to mi veliko pomeni. Veliko ti pomeni. Kaj si pa počel zdaj v tej karanteni? Mi smo bili kar zaprti med občinami, smo se mogli privaditi, moram reči, ne? Ja, lej, tako, če to 2 meseca pol trajalo, oziroma 3 mesece, 2 meseca sem bil nekako, sem živel od ljubezni, mi je bilo lepo doma, ker sem pa tudi kolesaril, pa moram ti reči, da sem bil vezan na svojo občino in je bilo zelo ena naporna pot, ki je šla samo v hrib gor, tako da je bilo to, drugače pa glede glasbe, v tem času nismo nič, smo v bistvu bolj tuhtali, kdaj dati pesem z naslovom, še zdaj ne vem zakaj, ven, bolj smo to razmišljali. Ampak mislim, da ste zbrali res dober datum in od takrat naprej moram reči, čestitam, ne? Zdaj že 3. teden na vrhuncu glasbene najbolj predvajanih v bistvu skladb na radijskih postajah, ne? Tako da res kap. Jaz tudi, ko sem videla videospot, še to mi povej, to te moram vprašati. Konja, to jezdiš, drugače se s tem ukvarjaš? Pred leti sem se s tem ukvarjal, sem tekmoval pri skokovanju ovir in tudi na vašem koncu sem bil velikokrat. Enega konja sem imel tudi celo z vašega področja, ampak zdaj nimam več konjev, tako da to sem si sposodil, v Ljubljani na hipodromu, ene ekipe, ki sem hvaležen, zdaj se nam spomnil imena, ampak v glavnem sem zelo vesel in smo tam posneli kadre. In ko sem videl te kadre na videospotu, jaz sem bil tako ponosen, da kako dobro zgledam gor na konju, nisem mogel verjeti, ker ponavadi ne vidiš sebe, ne, ko snemaš oziroma ko tekmuješ, ne vidiš, kako si jako, kako zgleda in tako naprej. Tako da sem bil pozitivno presenečen. Med karanteno v bistvu, nismo nič delali, ker smo imeli vse narejeno. Mi smo že 8. marca smo snemali zadnje kadre za videospot, pesem je bila že prej narejena. Tako da smo res razmišljali samo o tem, kdaj bi dali ven in jaz sem rekel tako. Mislim, da je maj mesec, ko je veliko energije, več sonca in dajmo na začetku maja nekako to ven, pa da vidimo kako in kaj. Mislim, da smo res zadeli dober termin, pravi čas in mislim, da smo dali prav nekak načrt za to pesem. Ja, res je bila. Meni se zdi tako po zadnjih tvojih 2 skladbah tak neko res peleš to nič še naprej, ne? Je malo drugače, seveda. V bistvu sem dobil zdaj nekako, ko smo se s to ekipo dobili, moram biti pošten, ne vem, nisem nekako verjel, da lahko kaj delamo, pa sem rekel, ampak poskušajmo vsaj skupaj nekaj narediti, pa da vidimo, kaj bo. In potem se je začelo vse skupaj odvijati in danes lahko rečem, zakaj je tako pozitivno, zato ker spoštujemo drugega in dobro delamo in odzivi so pa tisti, kar kot glasbenika, 30 let, da si na glasbeni sceni in da še vedno, da te vrtijo, jaz dam na te socialne mreže, dajam tole lestvico, ki je neverjetno, da še vedno me vrtijo in da sem na prvem mestu, to smo pred, 25-27 let nazaj smo nekako doživeli to in si štejemo čast in vesel sem in upam, da bomo naprej delali tudi tako dobro in imamo že zastavljen nov načrt, ampak ga ne smem še izdati. Naj ostane skrivnost, ne? Tako, ja. Kar pa ni skrivnost, pa je res, ta tvoja 30-letna kariera in kaj, pričakujemo kak malo večji koncert, kako bomo to proslavili? Jaz se sigurno veselim, jaz moram vedeti, ker bom sigurno prišla. No, to mi veseli. Moram reči, da seveda tukaj je Rok Lunaček, ki se mu da igrati s temi stvarmi. Jaz si želim in mislim, da bi bilo prav do ljudi, da bi naredil en koncert v Cankarjevem domu, simbol slovenstva in tako naprej. In ker imam toliko veliko pesmi, dobrih pesmi, mislim, da bi bilo prav, da bi naredil en koncert. Delamo na tem, želim si, da bi to speljali, pa vendar situacija je res tako nepredvidljiva, da če danes rečem, nikoli ne vem, kaj bo jutri, zato se ne upam reči, da bo za 100%. Delamo pa na tem. Koncert mislim, da bo, ampak zdaj res vprašanje, kdaj se bodo stvari začele tako odvijati. Kaj pa drugače zdaj, če teh večjih koncertov nekako še nič ne predvidejo? Si drugače še v glavi, kako si s tem? Še vedno zdaj 3 mesece od tega, če pogledam takole, da kot glasbeniki prvi smo končali in zadnji bomo začeli, je res težko. Bom rekel, včasih sem imel veliko rojstnih dnevov in takrat nisem bil tako navdušen, ker je bilo preveč teh nastopov in potem nisem se mogel javno pokazati, pa vendar danes sem pa zelo vesel,
da imam te nastope za rojstne dneve, zato ker, ja, to je tisto, kar zaključena družba do 50 ljudi, oziroma zdaj lahko celo do 200, in zato sem vesel, da sem nekako najdel neko tržno nišo, skozi katero lahko še vedno predstavljam svojo novo pesem. Jaz pa tudi mislim, da so v bistvu ljudje veseli, da si spet prišel na to. Konec koncev smo drugo leto okroglo, jaz sem zelo vesela, da si prišel in upam, da bo leto še v tem ostal. Ja. Tvoj glas, mislim, da v 30 letih je ostal nekako rastel, ampak še vedno isti. Ima zelo, zelo prepoznaven glas. In lepo te je slišati, po teh pesmih. Hvala lepa. Ti moram povedati, veš, ta glas je včasih zelo zoprn, zato ker se dan gor kakšno kapo, pa zdaj smo še masko imeli, ampak ko spregovorim, se ljudje obrnejo in takoj prepoznajo glas, neverjetno. Tako da, ja, včasih je dobro, včasih ni, je pa nekaj res, evo, pač zdaj gremo tudi na nastope in me je kar strah, ker nimam glasilk tako dobro ogretih in tako dobro naštimanih, tako da se kar bojim malo, ampak lej, se bom navadil. Jaz mislim, da se boš hitro navadil. Glede na tvoje izkušnje in kako dolgo si res z nami in deliš to glasbo med nami, mislim, da je to mala malca. Ljudje pa tudi komaj čakajo, da te slišijo, tako da... Ja, reakcija ljudi pa neverjetna. Mislim, veš, ja, se vidi, da so bili pač toliko časa zaprti, bomo rekel, neki karanteni in rabijo to sprostitev. Je pa nekaj res, po drugi strani pa se moramo vsi vprašati, kaj prinaša to, bom rekel, ta karantena, ker nekaj odzadaj v možganih še vedno ostane, kako bojo ljudje reagirali, da se lahko družijo nekako s svojimi bližnjimi, svojimi sorodniki. Tudi to je tisto, kar je, bom rekel, pomembno. Včasih me je kar strah, ampak zaenkrat je reakcija kar dosti dobra. Ja, jaz mislim, da kakorkoli smo se nekaj naučili tega, tudi malo povezali, tako da vsekakor nekaj dobrega smo tudi odnesli od te karantene. Družino pa vezali sami sabo. Bo pa neke posledice sigurno, ampak pustimo se preseneti. Dokaj imamo glasbo pa pozitivo, mislim, da bo šlo samo še dobro naprej. To je res in lej, bom rekel, veš kaj, se je bilo res veliko težkih besed izrečen v tem obdobju karantene, ampak jaz vedno rečem, res je hudo. Ampak nikoli ni tako hudo, da ne bi mogli biti težje. In je treba nekako pozitivno gledati naprej in jaz računam in mislim, da bo šlo dosti bolj veselo naprej. Zdaj s tistimi drugimi, tretjimi, četrtimi krogi, rečem tako, zdaj če bo res to, potem je kar boljš, bom pa rajši umrl od koronavirusa, kot pa, da bi moral biti samo doma v karanteni, ker tudi jaz imam familijo oziroma družino in je treba skrbeti za to družino. Ja, sigurno. Kaj pa dopust, se kaj planira že letos? Ja, lej, smo planirali, smo celo plačali, ampak ne vemo, mislim, računamo na to, da se bo to sprostilo, hodimo pač na predel, kjer je nekako ni elektrike, ni vode in smo sami svoji z naravo in to je tisto, kar nam največ pomeni in takrat res daš možgane na off, da se odklopiš od vsega. In upamo, da bomo to realizirali, če ne pa drugače, kot ko bomo doma hodili na, bom rekel, malo hribe, pa v bazen doma, pa to je to. Ja, super. Vili, hvala lepa za ta pogovor. Jaz se že veselim tega koncerta, ki bo ob tvoji 30-letnici in pa seveda upam, da tudi na kakem drugem koncertu se že prej srečamo, ko se bojo te zadeve mečken sprostile in se bomo tudi imečken sprostili. Tudi jaz bom rekel tebi hvala, seveda sem gledalcem vašim lep pozdrav in upam, da se res kmalu vidimo v živo, ker to je največ. Se mi zdi, da tisto seveda eno je takole, ko gledaš preko televizije, ampak ko si tam med ljudmi, je to ljudem največ pomeni in tudi meni največ to pomeni. Tako da hvala lepa tebi in celi ekipi se zahvaljujem za to, da boste pač vrteli tudi spot oziroma pesem. In ta pesem, še zdaj ne vem zakaj, je ena samo za vas, dragi poslušalci oziroma dragi gledalci. Ja, dragi gledalci, zdaj si pa poglejmo ta video spot. Bodite pozorni na te kadre, ker okolica je res tako lepa. Jaz sem mislila, da bi šla kar tja na dopust. Tako da to se še moramo zmeniti, kje je to, da se jaz tja odjavim. Ja, tudi jaz. Prav konja še nisem jezdila, ampak spot pa je super. Tako da vabljeni. Jo, čau stara, čau.